Dobrodošli v oddaji Preprosto o odnosih. Sva Urška in Luka in danes bova z vami govorila o zasvojenosti. Luka, eno tako klasično vprašanje. Kdaj vemo, da je en odnos ali pa eno vedenje ali pa ena substanca samo navada in kdaj preraste v zasvojenost? Jaz bi se tukaj kar na 5 točk, ki jih preverjamo, terapevti, kdaj gre za zasvojenost in kdaj gre za navado. Pa če vzamemo nek primer. Imamo enega gospoda, ki na vsake toliko po službi gre na eno pivo s prijatelji, da se malo sprosti. In potem to postane vsak dan eno pivo. In potem kar naenkrat potrebuje 2 pivi, da se isto pomiri, kot se je prej z enim. Se pravi, prva točka je toleranca. Zvišuje se toleranca. Vedno več potrebujemo, da pride do istega učinka. Ampak ali ljudje to vidijo? Ali ljudje to vidijo, da so morali povečati dozo? Odvisno. Nekateri opazijo, da rabijo več, pa sploh ne pomislijo na to. Mislim, vejo, da zdaj pa 2 naročim, ampak načeloma ne. Načeloma sploh ne vidijo, da potrebujejo več. Dostikrat se pri predvsem kemičnih substancah, ki jih plačujejo, se potem to finančno pozna, da je potrebno več, ampak niti ne razmišljajo nič o tem. Tako da ja, recimo imamo tega gospoda, kar naenkrat povečana toleranca, tudi ni z danes na jutri, terja nek čas in ponavlja eno in isto vedenje in se stopnjuje. In naenkrat on v službi že razmišlja v tistem pivu in tisti pijači, ki ga čaka po službi. In ni več toliko učinkovit v samem delu, ker je preokupacija z mislimi predvsem s tem, kdaj bo on dobil to pijačo, da se bo lahko pomiril. Ampak se mi zdi, da to nasplošno v družbi je kar nek normalen pojav, ker že v službi recimo se pogovarjamo lahko med sodelavci, a gremo pol na pivo, a gremo pol na pijačo, joj, še 2 uri moram oddelati, joj, kje je šele konec. In nič ni narobe s tem, da se veselimo, da se bomo sprostili s prijatelji, tudi ob kakšnem alkoholu. Gre se o preokupaciji misli, da se vse ukvarjajo oni samo s tem, kako bodo prišli do te pijače. Da je prav obsesija. Pijača. Da govorijo o pijači že zjutraj, kako bo pijača, da ni samo veselje do tega druženja, ampak da on to potrebuje telesno, da se lahko umiri. Torej ta substanca je pomembna. Prav substanca je izjemno pomembna in da so vse misli usmerjene v to. Se pravi, to je ta druga točka, preokupacija oziroma vse misli okoli tega alkohola. Tretja je abstinenčna kriza. Recimo, da je ta gospod na nek kongres ali izobraževanje večdnevno, kjer nima priložnosti piti alkohola, recimo. Ampak na kongresih. Na kongresih seveda je. Ampak recimo, cel dan je, 12 ur delajo, skačajo od točke do točke karkoli in še ni popil. In pride neka kriza telesna. In je kar naenkrat razdražljiv, glava ga boli, živčen, potrebuje nujno ta alkohol. Najbrž niti ni več skoncentriran tok, zaradi tega, ker je verjetno telesno toliko preplavljen z to mislijo že, z tem občutkom, z tem hlepenjem po substanci. Z mislimi sploh ni več tam. In prav tresce začnejo. Prav fizično prav fizično na telesu se vidi abstinenčna kriza in vsi te simptomi, ki jih ima lahko, sploh pri globih, večjih zasvojenostih, od tresavice do vročine in vse to. In ja, abstinenčna kriza je nekako tretja takšna točka. Potem 4., če ostanemo pri temu gospodu, je kako mu začne razpadati življenje. Kar naenkrat partnerski odnos trpi, zato ker on ne hodi več domov po službi in tudi na tej pijači je vedno dlje časa, ker tam je v tem baru je njegov dom praktično, in trpi ta odnos. In trpijo vsa druga področja v njegovem življenju. Posod, v službi, škoduje mu in on nima tega uvida. Sploh ne vidi, da je ta pijača
problem in da je njegovo vedenje problematično. In ponavadi se zgodi, da so drugi tisti, torej okolica je tista, žena, partnerka, šef, Tako, otroci. prijatelji, ampak ne ti pivski, ki začnejo opozarjati na to, da se s tem človekom nekaj dogaja, da ni več isti, da ima druge prioritete, da ima druge želje, da ga nič ni doma, da se ne druži več. In ponavadi ti ljudje, ki imajo težave z zasvojenostjo, si na nek način zelo dolgo ne priznajo, da imajo težavo. A ne? In to je kot en kliše, no, ta klasična zadeva, ko rečejo, ne, jaz nimam težave s pitjem, kako je to zanikanje. Jaz lahko neham kadarkoli. Kadarkoli lahko neham, sploh ni težave, to je samo tako malo za sprostitev, pa ja, otroci so bili zelo naporni, pa sem se mogel malo sprostiti. Ampak zakaj bi nehal, če pa nimam težav s tem? Točno to. Imamo spet en začaran krog. Točno to. In to je ta 4. točka, to škodovanje. In potem pridemo do 5., ki je pa izguba nadzora. Ko je pa pitje na delovnem mestu, pitje, pa govorimo zdaj o alkoholu, smo dali ta primer, pitje v avtu, kar naenkrat pijan vozi in ga sploh niti pomisli, da bi to lahko bilo slabo, pa tudi če pomisli, saj bo vse ok, in malo spije. In je ta alkohol povsod prisoten in takrat pa res pride do razpada življenja, do odtujenosti, tako od partnerke kot otrok, izgubi službo, pije naprej. Se na kredo pije v lokalnem baru, kjer je vedno, kjer je najbolj domač, in cele plače grejo samo za ta alkohol. In ti ljudje sploh nimajo občutka, da so oni tisti, ki so odgovorni za to. In največ bolečine se povzroči ravno tem svojcem, družini, tesnim prijateljem, recimo, ki niso ti pivski prijatelji. Ker nekako ta oseba ne začuti, da je z njo nekaj narobe. Ker, tako kot si prej dobro omenil, se ukvarja samo s tem občutkom pijanosti, opitosti in hlepenja po tem alkoholu, po tej substanci. In zelo velikokrat se zgodi, da ti posamezniki prav ne morejo več preživeti brez te substance. Ne, nikako, takšen je občutek. Oni smrt ali pitje. In to je nek tak krog, ponavljajoč, ki na dolgi rok prinaša niti ene dobre zadeve in je občutek, da nima nobene kontrole v svojem življenju. Vse je posvečeno samo tej drogi, substanci, vedenju, saj to se še lahko dotaknemo, ampak vse se vrti okoli tega. Ni, kot si omenila, ni odgovornosti. Občutek, kot da se nič ne da in da samo okolica pritiska name in da to je nek moj prostor, kamor se jaz lahko umaknem, pa da se vsaj malo zadiham od vsega stresa in tega življenja in kar naenkrat to življenje razpada in ne vidi, da je problem v njem. Tako en kup enega opravičevanja je. Jaz težko delam, trdo delam, skrbim, da preživim družino. Vi pa, ne vem, se samo upikujete vame in samo z mano se ukvarjate in samo v meni mislite, da je problem. To so te klasične fraze, klasični stavki, ki jih zasvojenci dejansko uporabljajo. In bova rekla, da, tako kot si že dobro omenil, ne govorimo samo o alkoholu, ko govorimo o zasvojenostih. Zasvojeni smo mi lahko z osebo, z substanco ali z določenim vedenjem. In imamo recimo tudi več oblik zasvojenosti. Imamo kemično zasvojenost in poznamo nekemične zasvojenosti. Zdaj med kemične zasvojenosti spadajo torej substance, alkohol, droge. Pa še par kemičnih imamo, dovoljene kemične in nedovoljene kemične. Ker dovoljene, alkohol, cigareti, bencin, lepilo,
same take zadeve, ki so kemične in jih v bistvu vsak ima dostop nikotin, no, ki ima vsak dostop do njih. Tako. Potem pa ja, nedovoljene. Prepovedane, a ne, nedovoljene, kemične, a ne, pa potem droge, a ne, kokain, heroin, LSD, speed. Ekstazi, ni da ni, ja. Ni da ni. In zdaj, če se pa vrnemo na nekemične odvisnosti, tukaj pa govorimo recimo lahko o zasvojenosti, o zasanjanosti, torej sanjarjenje, a ne, potem igre na srečo, Nakupovanje, šport. zasvojeno spolnostjo, a ne, to je ena, ljudje sploh ne pomislijo, kako je že samo rutina, a ne, ki jo nekdo odigra, že sproži ta učinek zasvojenosti lahko, a ne. Absolutno, Recimo, absolutno. če se prav dotaknemo zasvojenost s pornografijo, s čimer tega je ogromno, a ne. Veliko ljudi se s tem sooča. Že ko dvigne laptop, se pospeši srčni utrip in točno ve, v katero smer bo šlo, a ne. In tudi takrat lahko ta oseba razmišlja, ne želi si čisto iti, ampak bo vsem šel in potem prsti kar sami naredijo. In to si zelo dobro napeljal, a ne, ko si vključil telo. Telo že kar samo odreagira. A ne, kaj nam to pove? To nam pove, da vedno, ko govorimo o eni zasvojenosti, kakršnikoli, kemični, nekemični, prepovedani, neprepovedani, to je povezano z našim telesom. A ne? In v našem telesu se takrat, ko smo mi soočeni z eno substanco, vedenjem ali pa osebo, sprožajo kemični procesi oziroma ene kemikalije, to je dopamin. A ne? Zopet dopamin. Zopet dopamin, o katerem mi dva tukaj zelo veliko govoriva. In dopamin je tisti, ki nam daje ene občutke ugodja. A ne? Torej, prijetno nam je, evforični smo, počutimo se krasno, nimamo težav, nimamo skrbi in vsaka zasvojenost, kemična, nekemična, vedenje, oseba, substanca, ko se te substance ali pa vedenja poslužimo, se dejansko v naših možganih sproži ogromno tega dopamina in preplavi celo naše telo. In zakaj recimo sploh govorimo o zasvojenosti? Zaradi tega, ker dejansko ti občutki ugodja so tako prijetni, da jih želimo vedno več, vedno več, vedno več. Kdo bi se pa, a bi se ti branil recimo enega občutka ugodja tako, a ne? Ne bi se, ker ljudje smo narejeni tako, da izogibamo se bolečinam, težimo pa k ugodju, ne? In želimo si ugodja. In ravno zaradi tega, ker nam dopamin v telesu sproža takšne nore, evforične občutke, katerih si mi želimo vedno več. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje, a ne? Od kje je ta zasvojenost? Kako pride do te zasvojenosti? Zdaj smo povedali, ne, cel ta postopek, a ne? Ampak kaj pa pomeni za nas terapevte to? A ne? Kako se razvija? Pravi, se razvija, pravi, se ne. Zakaj? Kaj išče on s to zasvojenostjo? A ne? S tem, ko se srečujemo. Pa, če gremo malo globje pogledati, ja, kamor mi dva zelo rado pogledava, a ne? Koliko je to eno hlastanje za enim odnosom? Koliko je to ena praznina? Praznina, ki jo želimo zapolniti s temi vedenji, s temi substancami in je to res klic po odnosu tam. Vedno. In vedno, ko govorimo o zasvojenosti, govorimo o klicu po odnosu. In vedno se pri obravnavanju zasvojenosti vračamo tudi v otroštvo, tudi v mladost, ne? Kako smo mi odraščali, v kakšnem vzdušju smo mi živeli, kakšen odnos sta imela starša do mene, a sta bila naklonjena, sta bila prijazna, sta bila ljubeča ali sta bila hladna, odklonilna, mogoče celo nasilna, zavračajoča. In ko pridemo do ene točke, da mogoče tam so bili eni odnosi, s katerimi nismo bili najbolj pomirjeni, pa bi si želeli, da bi bilo drugače, imamo zelo veliko možnosti, ne, da bomo to praznino, jaz temu rečem, začeli instant zapolnjevati z nečim in ponavadi so to oblike zasvojenosti, ki pa so nam enostavno pri roki. In da se išče ta pomiritev v vseh teh zadevah, namesto da bi jo iskali v odnosu z nekom. A ne? Da lahko umirimo, nekaj naše telo mi lahko umirimo v odnosu, tam, kjer začutimo, da je prostor za nas, kjer je zaupnost, kjer je intima,
ki lahko podelimo. Ampak to je mnogim nepoznan teren, ker nikoli niso tega imeli, niso odraščali s tem. Se jaz si prej tudi omenila, da si lahko zasvojen z odnosi, in ravno s tem zanimam, ampak sam na to sem se želel opreti. Ta Točno klic po to. odnosu, v bistvu je pa tam nekdo lahko ob nas, in je treba tam tvegati in najti nekaj, česar še nikoli mi sami nismo imeli, in vzpostaviti tam nek stik na novo, da se lahko mi ob nekom pomirimo oziroma na nek zdrav, funkcionalen način, da je za nas ta prostor, da podelimo to stisko, ki jo ponavadi, če se ustavimo pri tem gospodu, ki jo išče v pijači. Ja, ampak, pardon, da sem te Kar. prekinila, koliko je ironično, da recimo ti posamezniki, ki so zasvojeni, pa ko pridejo na terapijo, ko zmorejo priti na terapijo, povedo, da si želijo odnosa, da si želijo imeti nekoga ob sebi, s komer bi lahko govorili o svojih občutkih, najglobjih stiskah, ampak po drugi strani se tega tako pošastno bolijo. Strahu, in to po je dolgem in počez. tako, in to je točno to, kar si ti omenil. Če nimamo enega modela odnosov, torej iz družine, dejansko sploh ne bomo vedeli, kako vzpostaviti te odnose. Ker tako kot si omenil, ni izkušnje. Nihče nas ni naučil, kaj pomenijo pristni odnosi, kaj pomenijo ljubeči odnosi, kaj pomenijo odnosi, kjer sem lahko jaz to, kar sem. Telo tega ne pozna. Možgani tega ne poznajo. Res je. Ja, in se zatečejo v to, kar jim je domače. Točno to. In iščejo pomiritev nekje drugje. Nekje drugje. Ja. Ampak kako težko je potem tukaj za svojce. Za svojce zasvojenih. Nasploh zasvojenih. Ponavadi, ne vedno je, pa če se prav držimo tega primera, tega gospoda, okolica nori, prijatelji njegovi, te bližnji, ki jim je mar, vsi so jezni, on jih zanemarja, jih daje na stran, gledajo kako se uničuje svoje življenje, v službi so jezni, partnerka, žena jezna, otroci, to vsi se jezijo, on pa nekako, ni kontrole nad tem, da bi lahko karkoli naredil v to smer in da je samo pijača tam na prvem mestu. To je samo ena izmed mnogih čutenj, čez katera gredo vsi, do žalosti, do strahu, sram, koliko je tukaj enega sramu. Ampak po drugi strani, pa se sprašujemo lahko včasih, na kakšen način mi pomagamo ohraniti osebo v zasvojitvenem vedenju. S tem, ko mogoče smo tiho, recimo, ne vem, da naš partner ima težavo z eno substanco. Kje sem jaz kot ženska, da jaz to dopuščam, da se to dogaja? Da vem za to, da vem, da ima recimo moj partner težavo s tem in jaz nič ne naredim. Ne postavim, tega moškega pred dejstvo, lej, dragi moj, meni je zelo mar za najin odnos, meni je mar za to, da mi dva ostaneva skupaj, ampak tale substanca tukaj med nama nima kaj početi. Kaj boš ti naredil? In se mi zdi zelo veliko družin ujetih v tem občutku nemoči, saj nič ne morem narediti. Ja, kot da je nek strah, pa tudi da tam ni kontrole. In kaj, kot če, drugače, to je tudi res, tudi če se omeni te zadeve, potem dostikrat je izjemno slab odziv strani zasvojenega. Kaj mi to omenjaš? Na ta način. Tako da tudi on hitro utiša nekoga, ki nekaj pove na to. Ampak ja, imaš prav, ogromno je tukaj strahu in veliko, kad se ne reče, zato se pa potem intervencije delajo. Ko so skupaj, si oni tudi v oporo, drug drugemu, in da res skušajo prizemljiti in vnesti neko razumevanje storilcu oziroma zasvojenemu, da njegovo vedenje je resnično uničujoče in škodljivo, in da vsi trpijo. In ja, tudi zasvojeni zelo, zelo močno trpijo. Ker če sva prej rekla, da to je samo eno hrepenenje po odnosu, po stiku, po tem, da bi bil ljubljen, slišan, viden, točno taki, kot je, in ima občutek ta oseba, da tega nima, je verjetno živeti zelo težko na ta način. In mene zelo pomirja, da obstaja veliko skupin,
a ne, za samo pomoč, skupine za zasvojene, terapije za, skupinske terapije za zasvojene, in za svojce zasvojenih, ne. Če se soočate s to problematiko vi ali vaši svojci, bo v opisu tega posnetka bojo različni, kontakti, telefonske številke, kamor se lahko obrnete po pomoč. Drugače pa hvala, ker ste bili z nama. In vabljeni k poslušanju naslednje oddaje.